psihološke pogodbe, nekaj sem si celo napisal, sestavil, ne bo dolgo, ampak bo pa bogato, bi vas pa na nekaj opozoril. Ko rečem delodajalec, imejte v mislih državo. Ko rečem delavec, imejte v mislih državljana. Govorim za širši pomen besede, za širši kontekst. Nekateri ste zaposleni ali pa bili zaposleni v korporacijah. Imejte v mislih korporacijo. Nekateri ste bili zaposleni v manjših podjetjih, nekateri ste pa celo SP ali pa kakorkoli. Tako da, ko bomo danes govorili, imejte vse te aspekte pred seboj, predvsem pa imejte pred seboj misel, da so to pogodbe, ki niso pisane, so neformalne. Na eni strani taka pogodba najbolj zavezuje, najbolj osrečuje, ker delaš iz notranjega vzgiba, po drugi strani pa taka pogodba lahko najbolj onesreči in najbolj zasovraži nasprotno stran. Ok. To se pravi, najprej sem dal en tak naslov, psihološke pogodbe na pripadnost in ohranjanje organizacije. Organizacijo vzamemo vse, državno upravo, državo, podjetja, skratka družino, vse, kar je organizirano, tudi naše društvo in tako naprej. Se pravi, psihološka pogodba kot neformalni dogovor je eden izmed najpomembnejših neekonomskih in nepravnih mehanizmov, ki se v okviru sodobnih načinov vodenja ljudi vse bolj uporablja v današnjem času pri zvišanju uspešnosti in učinkovitosti v katerikoli organizaciji, ki jo danes lahko vzamemo pod drobnogled. Med drugim ima psihološka pogodba pomembno vlogo tudi pri doseganju pripadnosti in ohranjanju članov. Pravi, bolj ko je nekdo psihološko pripaden, lažje dela, z velikim veseljem dela in dela po navodilih, ki niso v pogodbi, ki niso pisana. Zdaj smo pri navodilih. Spomnite se morda varnostnikov na vhodu, navodila. Spomnite se direktorjev. Vse, kar ni bilo v pogodbi, so mogli delavci izpolnjevati. Gre za psihološko pripadnost. In vsi državljani, ko je prišel odlok, smo se morali tega psihološkega momenta držati. Tako da danes bo zelo zanimivo. In mislim, da bo marsikomu postalo jasno, zakaj pri tej stvari gre. Gre tudi za medijske pogodbe. Televizija reče in seveda ljudje izpolnjujejo. Gre za psihološko pogodbo, pomembno vlogo pri doseganju pripadnosti in ohranjanju članov. Okay. Imejte pred očmi tudi jutrišnjo srečanje v Ženevi. Danes nam je naš brat Egidi oziroma član Egidi poslal, da bo jutri psihološka zadeva na vrhuncu, ko se bodo odločali in podpisovali pogodbo. Ampak gledajte, to je njihova stvar. Zdaj, če bomo mi sami to sprejeli, pač nekateri bodo, če se pa s to pogodbo, s to ponudbo, ki jo ponujajo iz svetovnega vrha, ne strinjamo, veste, si pa lahko s tem papirjem samo nekaj obrišejo. Pogledamo si za začetek zgodovinski razvoj psihološke pogodbe. Pojem psihološka pogodba se je pojavil, ne boste verjeli, v 60-ih letih 20. stoletja in označuje tihi ter nenapisani odnos med zaposlenim in organizacijo. Shane izpostavlja pomembnost psihološke pogodbe kot temelja zaposlitvenemu razmerju, saj je konstituiranost tega razmerja odvisna od stopnje izpolnjevanja medsebojnih pričakovanj, določenih s psihološko pogodbo. Odnos med zaposlenim, pa recimo državljanom ali pa v firmi kakorkoli, ter organizacijo je bil v preteklosti razumljen kot dolgoročno in obstojno partnerstvo, ki je temeljilo na določeni stopni medsebojnega zaupanja. Posledično se je oblikoval občutek varne prihodnosti ter občutek identifikacije posameznika z organizacijo. Vendar pa je Hall in Moss ugotavljata, da je to vrsten odnos v veliki oziroma največji meri mit, oblikovan na osnovi načina upravljanja s človeškimi viri. Se pravi, mi nismo več ljudi, mi smo postali človeški viri. V velikih korporacijah, ki je temeljil na močnem notranjem trgu delovne sile ter naklonjenosti dolgoročnim in varnim delovnim razmerjem.
Psihološka pogodba, tako imenovana psihološka pogodba, tiho strinjanje, brez papirja, do samo dogovor, v zadnjih letih doživlja močan premik od dolgoročnega varnega odnosa med zaposlenim ter organizacijo k bolj kratkotrajnemu instrumentalnemu. Ob spremembah na področju delovnih razmerij se je spremenil tudi odnos do razvoja kariere zaposlenih. Kariere postajajo vse bolj domena posameznikov. V ospredje stopajo novi koncepti karier. Službe se neverjetno hitro menjavajo v zadnjih 20 letih. Če je bila stara psihološka pogodba sklenjena z organizacijo na pisni način, je nova psihološka pogodba sklenjena s posameznikom samim ter z njegovim delom. Ne z delodajalcem, ampak z delom. Zanimiv preskok, bodite pozorni na to. Zaposleni so bolj usmerjeni vase ter v lasten oseben razvoj v firmi ali pa z nekimi navodili. Nekateri delodajalci posledično napačno novo psihološko pogodbo dojemajo kot dejstvo, da so posamezniki sedaj popolnoma sami odgovorni za razvoj lastne kariere. To se pravi, vse v firmi, vse, kar narediš, si samo odgovoren. Za vse sankcije, za vse uspehe, seveda, če ti jih priznajo in tako naprej. V skladu s tovrstnim vidikom so tudi ključni delavci, svobodni agenti, izenačeni s pogodbenimi delavci. Drugi delodajalci nasprotno še vedno čutijo določeno stopnjo odgovornosti za razvoj ključnih delavcev. Pravi, organizacija skuša ponuditi priložnost za nenehno učenje, usposabljanje, kar naj bi povečalo na nek način zaposljivost posameznikov ter posledično občutek te njihove varnosti. Strokovnjaka Hall in Moss delita organizacije nekako v 3 skupine na stopnjo njihove prilagoditve. Novi psihološki pogodbi, torej gre za tako imenovan totalno nov pristop v družbi. Zdaj pa tako, v prvi skupini so organizacije, ki so zaradi novosti nestabilne, ker tega ne razumejo, ker je to tako velika novost. Zaposleni spremembe doživljajo kot hudo kršitev medsebojnih dogovorov. Zakaj? Ker ni napisano. Nekaj se zmeniš, se spremeni in potem to ni napisano in ker se spremeni, se človek počuti prizadetega, užaljenega in tako naprej. Drugo skupino sestavljajo organizacije z uspešno integracijo nove psihološke pogodbe v sodelovanju in odnose z zaposlenimi. Slednji so sprejeli svobodo, odgovornost ter priložnost nove psihološke pogodbe tudi na področju njihovega osebnega razvoja. V tretjo skupino sodijo organizacije, ki jih označuje nenehen proces učenja in prilagajanja novim razmeram. Nova psihološka pogodba tudi ni nastopila kot šok, temveč se je uveljavljala postopoma, zato zaposleni nekako niso občutili hitrih in nenavadnih sprememb. Pravi, to so te 3 stopnje. Zdaj pa poglejmo na kratko, kaj je vsebina in kakšne so značilnosti psihološke pogodbe. Torej, delodajalec in delojemalec se psihološko pogodbo dogovorita o vsebinah, ki bodo pomembne za njuno sodelovanje. Vsak poda svoje obljube in pričakovanje do drugega. Oba lahko predlagata, kar želita, vendar pa ne smeta pozabiti na ključne vsebine, kot so izobraževanje, razvoj, recimo nagrajevanje, motiviranje, plačilo za uspešnost, napredovanje, medsebojni odnosi med zaposlenimi, trajanje sodelovanja, način komunikacije, medsebojno spoštovanje in kaj bi še naštel, kriteriji uspešnosti in merila za doseganje dogovorjenega. Psihološko pogodbo izdelata zaposleni in njegov neposredno nadrejeni. Zdaj tukaj zaposleni in neposredno nadrejeni, jaz se s to dikcijo absolutno ne morem strinjati in bi vam rad nekaj povedal. Zapomnite si, po 5. členu obligacijskega zakonika sta si pogodbeni stranki povsem enakovredni. Ne gre za odnos nadrejeni, podrejeni, delavec, zaposleni, pač pa gre za popolnoma enakovreden odnos, pogodben odnos,
Zdaj naj si bo to psihološka pogodba, naj si bo to pisna pogodba. Indikcija, jaz sem to namerno izpostavil tukaj, zato da boste čutili razliko, da če pridete v neko firmo in vam tam ponudijo pogodbo, ker ste se vi svobodno odločili, seveda na podlagi povabila, razpisa, prostih delovnih mest, gre vedno za obojestransko sodelovanje, ki mora biti in po zakonu, po civilnem zakonu, je vedno enakovredno. Po državnih zakonih pa seveda gre vedno za opcijo podrejeni in nadrejeni, ker država to hoče. Toliko o tem. V praksi je takšna pogodba, govorimo o psihološki pogodbi, le ustnega značaja in obe strani niti ne vesta, da sta jo ustvarili. Tukaj vam dam primer, recimo kontrola prometa, policija na cesti, kontrola prometa. Nikjer v zakonu kontrola prometa ni definirana, ve pa se, da policist lahko stoji na pločniku in šteje avte. To je kontrola prometa. To, da te z izgovorom kontrole prometa policist ustavi in od tebe zahteva dokumentacijo, je pa že omejitev gibanja in prepovedana osebna preiskava. 5 let zapora, če se šteješ te 2 prekrška. Ljudje tega ne vedo, ampak svobodno se ustavi, pa ponavadi te policist še vpraša, ali veste, zakaj sem vas ustavil? Zdaj pa eni pokimajo, ja, vem, eni pa rečejo, ne vem, prosim, povejte mi, pa mu povem, človek se strinja, evo, to je psihološka pogodba sklenjena in kazen sledi. Čeprav ne bi smeli tega početi. Katastrofa od neizobraženosti ljudi. Ne bom tle krivil države, ker so pametni. Znajo pokasirati svoj denar na neznanju ljudi. Zdaj veste, zakaj v šoli ni pravnih stvari. Zato, gledajte, priporočljivo je, veste, to so te psihološke pogodbe in potem se to zapiše zapisnik. Priporočljivo pa je, veste, da se psihološka pogodba zapiše, saj bosta le tako obe strani vedno vedeli, kaj lahko pričakujeta ena od druge in kaj morata za to narediti. Seveda, ti dobiš tisti zapisnik, potem dobiš noter prekršek, ki je moralnega značaja. Zakaj samo moralnega? Očitek, čisti očitek, čista izmišljotina, zaradi tega, ker ni žrtve. In če ni žrtve, no body, no crime, no contract, no case. In zdaj kontrakt se dela in zdaj je nastal case, ki ga umetno ustvarijo. Še enkrat, priporočljivo je, da se psihološka pogodba, s katero se stranki strinjata, zapiše, saj bosta le tako obe strani lahko vedeli, kaj lahko pričakujeta ena od druge in kaj morata za to narediti. Po besedah Mihaličeve, ki se je s tem ukvarjala, bi vsaka psihološka pogodba morala vključevati naslednja področja. In sicer celostni karierni in osebnostni razvoj bi moral biti v pogodbi, izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje. Govorimo o širšem pomenu pogodbe, kadar se dogovarjamo za ustno pogodbo, potem interno komuniciranje, doseganje in zagotavljanje odličnosti, napredovanje, merila in kriteriji uspešnosti, razvoj kompetenc, kako se bo zaposleni razvijal znotraj organizacije, iniciativnost in samoiniciativnost, ali je sprejeta ali ni, ali so bolj toga pravila, ali so bolj široka, kjer lahko ti svobodno tudi kaj narediš. Potem participacija, informiranost, zagotavljanje kvalitete in kvantitete dela, medsebojni odnosi morajo biti definirani in druga tovrstna ključna vsebinska dela. In psihološka pogodba ima zaradi svojega značaja določene specifične lastnosti, ki jih lahko povzamemo in strnemo v naslednjih točkah. Zdaj bomo šli po nekaj točkah, ki so ključne in bodite pozorni. Se pravi, najprej gre za osebno, za subjektivno sprejemanje pogodbe. Govorimo o subjektivnosti psihološke pogodbe. Pod točko 1, subjektivnost. Pri psihološki pogodbi gre za posameznikovo zaznavo oziroma subjektivno dojemanje lastnih obveznosti do organizacije, v kateri je zaposlen, in do obveznosti, ki jih mora organizacija izpolnjevati njemu, eno z drugim. Ne gre torej za formalno obligacijo, takšno kot smo navajeni, ne vem, podpisati, prebrati pogodbo, podpisati, pa itak, če greš telefon kupiti, dobiš 7 strani drobnega tiska, ne moreš pravzaprav se niti dogovarjati. To so katastrofalne pogodbe, ampak to zaradi lastnosti
se lahko psihološka pogodba v marsičem razlikuje od formalne, se pravi pisne ekonomske pogodbe o zaposlitvi. Prav tako je lahko pogodba, ima tudi drugačno razumevanje psihološke pogodbe strani tretje osebe. Posamezniki z različnimi osebnostmi, ko govorimo o subjektivnem pogledu na psihološke pogodbe, namreč različno dojemajo kršitve psiholoških pogodb, ki pa lahko privedejo tudi do zelo drugačnih učinkov. Čisto en najbolj banalen, klasičen naš vsakdanji primer, ki ga razumemo, je zakonska pogodba. Ti se zaljubiš, a ne? Oba se zaljubita in se skleneta, da se bosta poročila, in takrat, ko to rečeta med seboj, sta dejansko se že poročila in potem še to na zunaj formalno uredijo, na občini, v cerkvi, kjerkoli že. Potem se pa zadeva obrne in ta sreča, ta psihološki da, postane pa lahko zelo sovražen. Se pravi, lahko privede tudi do zelo drugačnih učinkov. Do ločitve, do bolečine, ne bom razlagal naprej, imate sliko. Druga točka. Dinamičnost psihološke pogodbe. Formalna ekonomska oziroma zaposlitvena pogodba je fiksna in stabilna. Se pravi, gre za neko kontinuiteto, veš, kaj lahko pričakuješ, kar je napisano, to drži. Vse, kar ni napisano, se ti tudi ni potrebno držati. Evo, nasprotno pa je s psihološko pogodbo, ki se s časom, z razvojem organizacije in osebnim razvojem posameznika strašno spreminja. Pri tem ni pomembno, ali gre za fizične ali psihološke spremembe. Vsaka sprememba v okolju bo povzročila tudi spremembo v dojemanju psihološke pogodbe med posameznikom in organizacijo. Spomnite se eno leto, pa pol leto nazaj, skratka zadnjih 2 let, ko so nam vsak teden dali nov odlok. Glejte, nov odlok, nova navodila. Psihološke pogodbe so bile nevzdržne zaradi tega, ker pravzaprav se sploh nismo znali tega držati. Bile so spremembe v dojemanju. Psihološke pogodbe med organizacijo, torej se pravi državo in med državljani, je bilo nemogoče izpolnjevati, ker so se iz tedna v teden spreminjale. Tako na nivoju zakonodaje, ki to takrat ni bila, ampak so bila kar neka navodila. A veste, ob tem mi pride na misel, ko kupiš pralni stroj. Kupiš pralni stroj iz trgovine, ti ga pripeljejo in ti želiš seveda, da ti si investiral, a ne, tako kot investiraš čas v firmo, pa to je zdaj ena takšna banalna primerjava, ampak to, da boste lažje razumeli, vam firma zraven da, kaj, navodila za uporabo. Zdaj, eni ljudje to podivjem samo uporabljajo in se stroj zelo hitro pokvari, se pa zgodi, da so ljudje, ki so zelo vestni, preberejo navodila proizvajalca, se navodil držijo, pa stroj ravno tako crkne. Iz drugih razlogov, ne zato, ker se nisi držal navodil. Skratka, psihološka pogodba ni pogodba, ampak je izpolnjevanje dogovorjenih navodil ali pa tudi neizpolnjevanje. Lahko se zaplete, lahko se ne zaplete. Skušajte imeti to pač v nekem takem smislu pred očmi. Tretja točka pri psihološki pogodbi je neformalnost in brezpogojnost. Mi v društvu imamo brezpogojno ljubezen, imamo vse tako lepo, dobro se sliši, imamo se radi, si odpuščamo, vse je lepo v rožicah, rajsko, čudovito, a ne? Vse je neformalno in vse je brezpogojno. Ampak, ko pridejo pa stvari, ko moraš delati pa formalno in pa pogojno, se pa stvari zapletejo, takrat včasih brezpogojnost odpove in še kaj drugega. Dajte, gre pravzaprav za 2 kontroverzni lastnosti, ki jo lahko opredelimo pri psihološki pogodbi. Kljub temu, da gre namreč za pogodbo, ki ne vsebuje nobenih določnih obveznosti obeh strani, kot jih vsebuje na primer formalna ekonomska oziroma zaposlitvena pogodba, ta slednja psihološka močno vpliva na posameznikovo vedenje. V primeru kršitve ima lahko enako hudne posledice, kot jih ima kršitev formalne pogodbe. Tako da, iz mojih izkušenj so posledice formalne pogodbe brezposelnost ali pa finančni štrajk ali pa zapor. Pri neformalnih so pa stvari hujše in se ti lahko vse življenje posledice te psihološke pogodbe, kršitev te psihološke pogodbe poznajo, lahko duhovno zboliš, lahko postaneš duševno motena osebnost, lahko pa zapadeš v depresijo in pojavijo se druge bolezni zaradi
čisto domače povedano, te sekirancije, v kateri se nasprotna stran psihološkega dogovora pač ni držala. No, zdaj smo pri 4. točki psihološke pogodbe. Obojestranskost mora biti, ni pa nujno uravnoteženost. Tako da tle bodite previdni, kadar se z nekom nekaj dogovarjate. Psihološka pogodba je seveda obojestranska obveznost, to smo ugotovili, in pravica med, recimo spet delodajalcem in zaposlenim. Imate širšo sliko, ampak mi se moramo zdaj pač nekaj moram povedati, tle med delodajalcem in zaposlenim, lahko sta mož pa žena, lahko je to učitelj, učenec, skratka. Imejte širšo sliko. Vendar pa je treba pri tem poudariti, da ne gre za uravnotežene pogodbo, saj ne moremo potegniti vzporednice med številom obveznosti in pravic, ki na obeh straneh iz take psihološke pogodbe izhajajo. Delavec se namreč na to ne bo oziral, ampak bo organizaciji in svojemu delodajalcu slepo lojalen, le če bo občutil, da druga stran občuti, prepoznava in izpolnjuje njegove želje in potrebe, ki prispevajo k njegovemu boljšemu življenju. Ne samo prispevajo, ampak tudi dajejo zgled. Vsi se spomnite slike, jaz se zelo dobro spomnim, ko se je predsednik vlade, minister za zdravje, drugi ministri, poslanci, ki so se cepili pred kamero. Se pravi, organizacija je rekla, cepite se, in na televiziji so pokazali, da so se tudi oni cepili. To pomeni, da je to za to organizacijo dobro, ljudje, dajte se cepiti. Šlo je za čisto neformalno, vizualno sliko, s katero so ljudje hoteli prepričati, da v državi je to nujno potrebno in da se vsi moramo cepiti. Bogu hvala za nekaj pametnih ljudi, ki to razpoznamo, da gre za psihološko pogodbo, ki nima nobenih formalnih obveznosti, ki je v bistvu samo češnja na krožniku, ki ti jo ponudijo in ti jo zdaj lahko vzameš ali pa ne. Nekdo jo je vzel, nekdo je ni. Nekdo je bil pogojen, nekdo ne. Nekdo je pač bil v situaciji, ki se ni znašel, nekdo se je pač znašel. Zdaj tle so pač okoliščine različne. Vendar bodite pozorni. Letamo s pticami je bil naslov Mobitela pred 30 letami. Pred 30 leti sem se peljal z avtobusom, letimo s pticami. Mobitel, a ne? Svoboden kot ptica, kupil si mobitel. In ljudje so hoteli biti svobodni kot ptice in so šli kupiti mobitel, tudi ki je stal 7000 nemških mark takrat. Se spomnim, kako so bili, to so bile še one škatle, ki si tako nesel z anteno in tako naprej, ampak ljudje so kupili. Svobodno. Gremo naprej, 6. točka. Pri psihološki pogodbi je prilagodljivost. Psihološka pogodba nima nobenih normativnih omejitev in standardov. Zakaj? Zato, ker se dogovori, ker se lahko spreminja, ker jo lahko spreminja ena stran in druga stran. Vedno gre za nova navodila, za nek nov napredek. Naprimer, ti v kliničnem centru si zdravnik, imaš pogodbo s kliničnim centrom, ali pa odvetnik v odvetniški hiši, ali pa sodnik na okrajnem sodišču, višjem sodišču, vrhovnem sodišču, vse eno, ali pa učitelj na šoli, ali pa na železniški postaji, oziroma na železnici si pač tam zaposlen. In treba je poskrbeti za zaposlene. Kako? Se pravi, nadrejeni poskrbijo za zaposlene, tako da jim ponudijo počitnice, izobraževanje, plačajo vikend, plačajo seminar, razne dobrote v času praznikov in tako naprej, kakšne povišice in kaj se zgodi. Ne glede na to, da imaš ti pogodbo, v kateri je zapisano vse fiksno, ampak tukaj gre za psihološki moment, za iskanje lojalnosti. In takrat človek naredi tudi tisto, kar nima v pogodbi, naredi tudi stvar, ki ni zapisana. Ok? In tle dobijo vse varnostnike, tle dobijo vse te podjetnike z obljubami. Ok, če boste doma, pa če ne boste delali, vam oddali denar. Ljudje dobijo denar. Krasno, fino. Potem začnejo delati, država reče, ok, zdaj nam morate pa to vrniti, pa še davek plačati. Cuf, firma pade. Tako da, vse, kar je zastonj, dragi moji ljudje, v psihološki pogodbi, bodite zelo previdni. In govorimo zdaj še v 6. točki o prilagodljivosti. Psihološka pogodba mora biti prilagodljiva. Nima nobenih omejitev, nima nobenih standardov. Sčasoma se psihološka pogodba spreminja, seveda je pa vse to odvisno od posameznikovega dojemanja obveznosti do organizacije in pravic, ki izhajajo iz njegove lojalnosti
in delavnosti. Z razvojem organizacije in osebnim razvojem zaposlenega se dimenzije psihološke pogodbe konstantno spreminjajo. Ni fiksno, kakor na papirju 5. člen, 7. odstavek, ko piše konec zgodbe. Da se skozi spreminja pri dogovorjeni psihološki pogodbi. To je teh 6 točk. No, lejte, s tovrstnim psihološkim dogovorom v teh 6 elementih, seveda, ki jih državljani ne poznamo, ker tega nam nihče ne pove. V šolah se o tem ne poučuje. To so specialna znanja, ki jih pridobijo delavci na višji, zaposleni vodstveni delavci. Ljudje so pa pač srečni, ker dobijo, kar dobijo. V petek pivo, v soboto fuzbal, v nedeljo spanje in piknik, v ponedeljek pa gre v zmatran delati in to je life. In ko mi čaka spet petek zametek. Glejte, s tovrstnim psihološkim dogovorom se opredelijo pričakovanja in težnje posameznika glede na to, kaj bo lahko sam ponudil organizaciji in kaj bo od organizacije tudi posameznik pridobil. Gre za pridobitno dejavnost, kar je logično. Dam daš. Psihološka pogodba, imenovana je tudi psihološki sporazum, je posebna oblika neformalne, sodelovalne pogodbe. Pred nekaj meseci je prišla k meni v pisarno finančna inšpekcija. Iz Fursa so prišli. Finančna inšpekcija. Sem rekel, dober dan, kaj želite, finančna inšpekcija, bomo pregled naredili. Sem rekel, fajn, ok. Na podlagi česa pa? Ja, malo bomo pogledali. Jaz sem rekel, to ste vi sami prišli ali ste prišli na moje povabilo? Ne, tla smo prišli, a ne. Sem rekel, jaz vas nisem povabil, sem prišel do vrat in sem vrata odprl in sem rekel, evo, izvolite, tle so vrata, prosim, da se iz tega prostora odstranite. Obe osebi sta videli, da nisem podpisal psihološke pogodbe. Zakaj? Zato, ker se nisem strinjal. Nisem rekel, izvolite se usesti, nisem odprl predala, se nisem strinjal s tem, da bojo meni rekli to pa to pa to pa to, ampak sem jih lepo preprosto odslovil. Smo se lepo poslovili in so šli. Zakaj? Zaradi tega, ker nisem psihološke pogodbe podpisal. Tudi nimajo pristojnosti, ne, što si kar izmislijo. In tako v življenju, glejte, vsak račun, ki ga plačate v šparu na blagajni, je psihološka, v bistvu tudi fizična pogodba, ampak vi ste svobodno vzeli artikel, ste ga dali v košaro in v tistem trenutku, ko je šlo čez tisti rdeč pink, ko se je cena zavedla in ko se je račun izpisal, je bila pogodba narejena. To je definitivno fiksna pogodba, ne vem, piškoti, 2,5 evra, šlo skozi, ti si dal 2,5 evra in si dobil listek. In imaš 8 dni časa, da to zreklamiraš. Vedno je 8 dni časa za vse. Ok, pustimo zdaj to. Vse to se pa pri psihološki pogodbi spreminja. Ni fiksne cene, ni fiksnega dogovora. Ponazarja vrsto psihološkega odnosa med posameznikom in med organizacijo. Psihološka pogodba lahko temelji tudi na splošnem aktu organizacije, recimo, kaj je splošna pogodba? Naša slovenska ustava ali pa društven statut. To je dogovor. Neformalni dogovor kot poslovni sporazum in hkrati odraža način percepcije o vseh obveznostih in pravicah, s katerimi se ponudnik in prejemnik sporazumno dogovorita in uskladita medsebojne pričakovanja in cilje. Sem govoril prej o piškotih, pravi, meni so ti piškoti všeč, so zapakirani, ne vem, kaj je nota, you never get what you gonna get, z unga filma s tistimi bombončki, priješ domov in ugotoviš, da jih 5 manjka, ti si jih pa kupil 10. Teda zdaj tle je problem zaradi tega, ker pričakovanja niso izpolnjena in imaš možnost, seveda, način, da te obveznosti in pravice, seveda, zreklamiraš. Toliko o tem, ampak to ni samo na fiksnem področju, to je tudi pri psihološki pogodbi zelo pomembno vse doreči. Dejansko gre za neke vrste poslovni akt, na podlagi katerega vedno dva natančno vesta, kaj morata narediti. Ti veš, da moraš vzeti bombone, jih prinesti na blagajno in plačati, blagajničarka ve, da jih mora tam potegniti in tako naprej, ti dati račun, ostanek denarja ali pa če plačaš s kartico, ok, ampak na koncu vedno imaš 8 dni možnost, da greš k blagajni in to vrneš, če imaš ta račun. To je dogovor. Družben dogovor in strogo biznis dogovor.
Zdaj pa imamo psihološke dogovore pri psihopogodbah. Tam se pa opredeljujejo pričakovanja in težnje posameznika glede na to, kaj bo lahko sam ponudil organizaciji. Ker to gre za čisto drugo vrsto pogodbe, to je neformalna, nepisana pogodba. Kaj bo kot človek lahko ponudil organizaciji, zakaj bo zvest, zakaj bo sodeloval, kaj bo od organizacije dobil in tako naprej. Organizacijska pripadnost in pasivnost ali samo iniciativnost je vezana samo na pripadnost firmi in skladno z dogovorom. Poglejmo še na kratko, kaj pomeni pripadnost s psihološko pogodbo. To je pravzaprav konstrukt, je samo v naši glavi. To gredo samo besede, obljube, čutenje in tako naprej. In v zvezi s tem si vsak predstavlja svojo osebno navezanost kot posameznik na neko organizacijo, skupino ljudi, na neko državo in karkoli že, kakršnakoli organizacija je. In zdaj raziskave o omenjenem konstruktu potekajo znotraj področja psihologije pripadnosti. Ljudje imajo to zelo dobro naštudirano za vse nas, za državljane v podjetjih, v velikih korporacijah. Zdaj bom povedal samo na kratko 4 točke. In v teh 4 točkah bomo povedali 4 stvari, potem pa zadevo zaključimo. Vsebina tega drugega dela, o katerem bom govoril, o tem gre za opredelitev organizacijske pripadnosti pod prvo točko. V drugi točki bomo govorili o 3-komponentni teoriji pripadnosti, na 3 načine človek pripada neki določeni družbi. Pod prvo bomo naredili kritiko pripadnosti, pod drugo točko bomo pogledali pripomočki, ki pomagajo k pripadnosti organizaciji. V drugem delu, v drugi točki pa še vpliv posameznikovega organizacijske pripadnosti na odsotnost. Se pravi, si pripaden organizaciji, ampak nisi pa vedno prisoten. Pod točko 3 bomo gledali razvoj in ohranjanje pripadnosti tekom uveljavljanja sprememb v organizaciji in pod 4. točko negativne vplive na organizacijsko pripadnost žensk, ki so zaposlene v značilno moških poklicih. Zelo pomembna zadeva. Če pogledamo danes Državni zbor, vidimo, kakšne so spremembe. Torej, na kratko, gremo pod točko opredelitev organizacijske pripadnosti. Organizacijska pripadnost predstavlja pripadnost celotni organizaciji, hkrati pa lahko predstavlja multiplo pripadnost nekim idejam organizacije. Se pravi, to so lahko cilje, lahko so vrednote, lahko so artefakti, pripadnost organizaciji, politiki, društvu, uniji, človeku, timu, fuzbalu. Skratka, predstavljajte si. Koncept organizacijske pripadnosti lahko prenesemo tudi na področje družine, politike, kulture in drugih skupin. Posamezniki lahko hkrati pripadajo več različnim skupinam. Najpogosteje so to čisto osnovna celica družbe, družina, društvo, zavod, druga organizacija, politika, poklicna skupina, you name it. Vsekakor pa lahko pripadnost, tukaj je pa bodite pozorni, državni inštituciji, pripadnost državni inštituciji zmanjša pomen pripadnosti ostalim nedržavnim in manj formalnim skupinam. Zakaj? Zato, ker država te hoče pa celega. Pije ti dušo, vzame ti osebnost in postaneš v bistvu državni robot, izpolnjevalec navodil. Individualna pripadnost organizaciji ima velik vpliv na to, kako zaposleni opravljajo delo in kako sami sebe zaznavajo na delovnem mestu in tudi v družbi na splošno. Se pravi, organizacijska pripadnost je pomembno povezana z izpolnjevanjem psihološke pogodbe, saj delo, ki ga posameznik upravlja v skladu s psihološko pogodbo, vodi k višji posameznikovi pripadnosti organizaciji. Torej, organizacijska pripadnost lahko pomeni in vpliva na posameznikovo kariero, posamezniki lahko dosežejo različne tipe organizacijske pripadnosti. Zaradi razvijanja odnosa med posameznikom in organizacijo ter razvijanja odnosa do dela se organizacijska pripadnost posameznika spreminja tekom njegove kariere. Ta odnos
pripadnost posameznik oblikuje na tak način, da ima sam na koncu največ dobička. Če ga pričakuje, če ga dobi, potem ga ima. Če ga nima, so stvari drugačne. In tukaj znotraj tega obstaja pa zdaj trikomponentna teorija pripadnosti. Mayer in Allen sta organizacijski model pripadnosti ustvarila z dvema namenoma, in sicer pomoč pri interpretaciji obstoječih raziskav in ustvarjanje okvirja za prihodnje raziskave. Kar bom zdaj povedal, je zgolj teorija, iz te teorije nam delajo pa potem prakso. Najprej razmislijo, kaj bodo naredili, kako bodo naredili, se pravi, pomoč pri interpretaciji nam pomagajo, da nekaj razumemo, a ne? Potem pa ustvarjajo znotraj tega en tak okvir, v katerem pač naj bi te prihodnje raziskave delovale, v praksi pa tudi. Zdaj, kaj je študija pove o tem? Nujna študija je bila v glavnem zasnovana na predhodnih študijah organizacijske pripadnosti. Pripadnost sta Mayer in Allen skušala pojasniti s trokomponentnim modelom pripadnosti, ki zajema čustveno ali emotivno pripadnost, nekdo je samo čustveno pripaden. Potem pazite, to misli imajo ženske zelo dobro razvite, kalkulativno pripadnost, skalkulirajo vse do zadnjega, iz čiste ljubezni, in potem obstaja pa tudi normativna pripadnost, pogodbena pripadnost. To so te tri, se pravi čustvena, kalkulativna in normativna. Poglejmo najprej, kaj je emotivna pripadnost, kako se jo definira v teoriji. Predstavlja pozitivno čustveno navezanost na organizacijo. Hodim delati sam zato, ker imam to rad, ker se dobro počutim, sem čustveno navezan, imam dobre prijatelje, skratka v tem smislu. Posameznik z emotivno pripadnostjo se počuti nekako vključenega v organizacijo, izraža želja in hotenja do organizacije ter dela. Posameznik z močno emotivno organizacijsko pripadnostjo se identificira s cilji organizacije in se želi postati oziroma ostati del organizacije. Pri tem profilu pripadnosti je pomembna želja, posameznik je v podjetju, ker si tega želi, ker se dobro počuti. Pozitivni učinki emotivne pripadnosti se kažejo kot zadovoljstvo pri delu. Človek je zadovoljen, vesel, ima rad, kar dela, pri tem vplivajo številni faktorji, pa kot so starost, pozicija posameznika v organizaciji, spol, izobrazba. Ampak noben izmed naštetih lastnosti pa zdaj v tem, kar smo povedali, ni prevladujoča. In ta dva avtorja, ki smo jih navedli, navajata, da je težavno definirati lastnosti, ki vplivajo na emotivno pripadnost. To je to, kar se tiče na kratko o čustveni pripadnosti. O tem bi lahko govorili še in še, ampak toliko, da imate eno sliko. Čustvena pripadnost. Zdaj gremo na kalkulativno pripadnost. Kalkulativna pripadnost se kaže kot recimo kot posameznikovo zaznavanje škode, nastale zaradi odhoda z določenega delovnega mesta. Kalkulativna pripadnost je rezultat razmisleka o škodi oziroma izgubi, ki bi jo posameznik doživel v primeru, da ne bi bil več pripadnik dela organizacije. Se pravi, ne hodim v službo, kakšna škoda je to zdaj zame, ne dobim plače, nimam socialnega varstva. Skratka, da ne naštevam. Glejte, škoda je lahko ekonomska, to je vpliv posameznikovega odhoda na njegovo pokojnino, ali socialna. Odhod iz organizacije bi predstavljal recimo razrahljanje odnosov s sodelavci, prijatelje zgubiš in ostaneš sam, pravi socialna komponenta. Vkolikor zaposleni meni, da mu njegovo delovno mesto povzroča več škode kot koristi, lahko razmišlja o alternativah, kot so izbira druge organizacije, izboljšanje osebnih odnosov in zmanjšanje ali preprečitev drugih stranskih učinkov zaradi odhoda iz organizacije. Vendar pa je po mnenju obeh avtorjev problem v tem, da se negativni stranski učinki, ki smo jih zdaj našteli, ne pojavijo hkrati, ampak se s časom, z leti, z delom, s prijatelji, ta zadeva počasi akumulira. Vsi veste, prideš v službo, si vesel, prvo leto, drugo leto, tretje leto, dobivaš več obveznosti, kot so napisane, eni prijatelji grejo, drugi pridejo, eni se upokojijo in se stvari spreminjajo. In to vpliva tudi na zamenjevanje različnih pozicij v organizaciji. Ok, to je kalkulativna.
Tretja stvar je pa normativna pripadnost. Normativna pripadnost razvija se iz občutka obveznosti in nuje do ohranitve delovnega mesta. V službo hodim samo zato, da dobim plačo in da ohranim delovno mesto. To je osnovno vodilo, to je normativna pripadnost, ta tretja oblika. Torej, ta občutek pri posamezniku lahko izvira iz velikega napora in želje po zaposlitvi v dotični organizaciji, iz katerega se je potem razvil občutek, da mora zaposleni zelo dobro delati, veliko delati za ohranitev delovnega mesta, pri čemer seveda ga lahko delovna organizacija, vkolikor mu najde to slabo točko, tudi izjemno šikanira, ga lahko overdose z delom, se pravi, da mu da dela, ki ne more, ali pa on bo vse naredil, da bo ostal v organizaciji. Primer, recimo, ki ga navajata avtorja, ki smo jih prej omenili, je udeležba na izobraževanju. Se pravi, ti si v službi in zdaj moraš na izobraževanju, zato da boš neke stvari razumel, in to ti je plačal delodajalec. Danes smo že en tak primer imeli. In se pravi, delojemalcu, delavcu, predstavlja ta gesta razlog za vztrajanje na delovnem mestu. Saj tako lahko povrne stroške, ki so jih imeli z njegovim izobraževanjem. Pravi, hodiš v službo, zato ker ti je nekdo omogočil, da si se izobraževal v hotelu Bernardin en teden, si bil zastonj, jedel, spal, se kopal in se izobraževal in zdaj ti to vrneš z lojalnostjo. Ta odnos je včasih malo čuden, ampak glejte, kaj se dogaja. Normativna pripadnost morda odraža ponotranjanje norme, ki so se razvijale tekom posameznikovega zgodnjega obdobja življenja ali tekom drugih socializacijskih procesov. Preko omenjenih procesov posameznik pridobi občutek lojalnosti, ki je osnova normativni pripadnosti organizaciji. Pravi, avtorja zaključita s tem, da tudi, če posameznik pripada zaradi obveze, daj dam, delodajalec ti nekaj podari, plača te nagradi, ti pa si sam zaradi tega pač na delovnem mestu, zaradi česar dobiva spodbude v materialni in nematerialni obliki. Na normativno pripadnost pa sedaj z druge strani lahko gledamo tudi kot na sredstvo organizacijske socializacije in socializacijsko kulturo. V Sloveniji je neka posebna kultura se razvila, temu rečemo korupcija, to je tudi način korupcije. Vendar pa lahko normativna pripadnost v kombinaciji s kalkulativno, da si ti izračunaš, kaj se ti splača in ne, vodi v kontraproduktivnost vedenja zaposlenih na delovnem mestu. In potem se pojavijo štrajki, pojavi se nezadovoljstvo, bolezni, preklic delovnih mest in tako naprej. Skratka, dvorezen meč. To so te tri stvari in zdaj kritika te raziskave, ker smo rekli, da je to teoretični del, ampak se v praksi potem to udejanja. Raziskava je bila teoretično zasnovana, čemur lahko botruje pomanjkanje globine. Teoretično, ko pride v prakso, pa seveda so stvari povsem drugačne. Glede na druge raziskave, recimo tukaj nekaj znanstvenikov, Omar Soliger, Woody Oliphant in Robert Roye so mnenja, da model ni konsistenten z empiričnimi ugotovitvami. Omenjeni avtorji zato raje predlagajo uporabo odnosno-vedenski model Alice Eagley in Shelley Sheken. To je pa nek trokomponentni model, kombinira različna stališča do fenomena pripadnosti organizaciji. Avtorji pravijo, da trikomponentni model ni generalni model, temveč je namenjen napovedovanju fluktuacije zaposlenih. Pravi, gre čisto za teoretično zadevo. V modelu se avtorja ukvarjata s tem, zakaj bi naj ljudje ostali v organizaciji, če si to želijo, če je to potrebno in če so v to prisiljeni oziroma morajo. Ponavljam, če si to želijo, če je to potrebno in če so v to prisiljeni oziroma morajo. So hude stvari. V modelu je pomešan odnos do organizacije z odnosom do ohranitve položaja v organizaciji ali zapustitvi organizacije. Model bi se moral posvetiti recimo bolj originalnemu razumevanju organizacijske pripadnosti kot odnosa do organizacije. Na odnos so pa povsem pozabili oziroma ga skoraj izpustili.
Pripomoček obstaja za merjenje organizacijske pripadnosti. Kakšen je ta pripomoček? Organizacijsko pripadnost posameznika je multidimenzionalni konstrukt. In Meyer in Allen pravita, da je to trokomponentni konstrukt. Glede na njuno teorijo sta ustvarila pripomoček za merjenje organizacijske pripadnosti. Ugotovila sta, da se trikomponentni konstrukti razlikujejo od mer zadovoljstva z delom, od mer delovnih vrednot, mer zavzetosti, karieri in delu in mer organizacijske podpore. Preko te ugotovitve pojasnjuje ta pomembnost organizacijske pripadnosti, ki ni zamenljiva s prej naštetimi konstrukti. Vprašalnik vsebuje opise možnih pravil, ki vsebujejo na odločitve in posledično naravnanje posameznika v organizaciji, odgovarjajoči izrazi strinjanje ali nestrinjanje s trditvami na 7-stopenjski lestvici. Poglejmo vpliv posameznikove organizacijske pripadnosti na odsotnost z delovnega mesta. Zelo pomembna zadeva, popularna v Sloveniji, bolniška na bolniško. Sami veste v COVID-u, kaj se je dogajalo, potem so vam dali prisilno odsotnost, kar pa pomeni že pravzaprav tudi odpoved. Raziskovalci so izhajali iz trikomponentnega modela pripadnosti. Zanimala jih je povezanost organizacijske pripadnosti in odsotnost z delovnega mesta. Na eni strani odsotnost, na drugi strani za vsak, tudi če sem bolan, grem delati. Se pravi, to sta zdaj te dve komponenti. Kaj so odkrili? Odkrili so, da je pomembna povezava visoke normativne pripadnosti z visoko učinkovitostjo in povezava nizke kalkulativne pripadnosti z redkejšim pomanjkanjem na delovnem mestu. Bolj, ko je človek starejši, večji je vpliv nizke normativne pripadnosti in visoke kalkulativne pripadnosti na sposobnost pomanjkanja na delovnem mestu. Torej, starejši, ko je človek, bolj bo držala omenjena povezava. Starejši, ko je, prej bo šel delati. Mlajši, ko je, prej bo iskal izgovore. Zaposlen, ki emotivno ali normativno pripada organizaciji, v redkejših primerih manjka na delovnem mestu. Občutek močne navezanosti in obveze na organizacije vodita do redkejših odločitev, da zaposleni izostanejo od dela. Raziskovalci predvidevajo, da je morda za posameznike z efektivno in normativno pripadnostjo značilno, da se bojujejo proti stresnim situacijam. Let te bi lahko izval izostanek iz službe, zaradi česar se raje odločijo za odhod v službo, kot pa ostati doma. Za zaposlene z značilno kalkulativno pripadnostjo avtorji domnevajo, da se odsotnost z delovnega mesta kaže kot umik. Raje se umaknem, kot grem v službo, ker če bom šel v službo, bom zbolel, pa je že itak bolan. Čeprav se lahko pogosta odsotnost z delovnega mesta v zaključni fazi izkaže kot odhod iz delovnega mesta, kar pa za posameznika z visoko kalkulativno pripadnostjo ni značilno. Raje izostanejo z delovnega mesta, kot pa da bi se odločili za izhod iz organizacije. To so problemi. Poglejmo še razvoj in ohranjanje pripadnosti tekom uvajanja sprememb v organizaciji. Vsi smo navajeni, radi imamo, da pričakujemo pričakovano. Ko pridejo spremembe, je potreben napor, je potrebno učenje, pridejo novi modeli in tako nenehno se to ponavlja. V zadnjem času iz tedna v teden, iz dneva v dan imamo neke novosti, tako da smo že vsi na to alergični. Izkazovanje podpore zaposlenim je bistvenega pomena. Torej, država nas zelo podpira, nas obvešča po medijih, zvemo za razne viruse, skozi nam dajajo podporo, nas informirajo, če gledamo z tega vidika, da je država naš delodajalec, kar sploh ni res, ampak so oni naši zaposleni. Obrnili so sliko. Imejte to pred očmi. Spremembe so pomembne za vse, ne samo za druge, katerim so produkti ali storitve namenjene, temveč tudi za zaposlene v podjetju, še najbolj za njih. S tem, ko vodja izkaže svojo pripadnost spremenjeni filozofiji delovanja organizacije in pokaže, da aktivno participira, kar govori, motivira ostale zaposlene, da začnejo sodelovati v skladu s spremembami v organizaciji. Že prej sem vam dal en tak primer.
slike naših politikov, ki so se cepili in so nam dali en tak vzor, oziroma da to je pa zdaj v redu. Ne bomo o tem, ampak toliko, da vas spomnim. Preko takšnega pristopa se lahko ognemo odporu proti spremembam pri zaposlenih. Vzamemo, da smo mi zdaj zaposleni v državi, ki nismo, ampak so nam sliko obrnili. Skratka, ne nasedati. Pri uvajanju sprememb ni pomembno samo to, da zaposleni delujejo v skladu s spremembami, temveč tudi to, da ohranjajo pripadnost na novo, ter vsled temu verjamejo v nove, spremenjene ideje. Ne glede na to, ali so spremembe bile zaželene ali nezaželene, je pomembno, da vodja pri ohranjanju ali obnavljanju pripadnosti organizaciji vključi vse zaposlene v razprave in odločanje pri posameznih zadevah. Pripadnost posameznikov organizaciji se po mnenju Heller in Hindl povečuje z vključevanjem zaposlenih v vse tri prej teoretično naštete procese, ki smo jih obdelali. V začetna dogovarjanja o možnih spremembah, v razprave o uvedenih spremembah in za vse nadaljne razprave, kar se tiče zaposlenih. Jaz imam občutek, da država z nami se ni prav nič dogovarjala, da so se med sabo dogovarjali, pa potem mi smo mogli pa to izvrševati. Zdaj pa tako, negativni vpliv na organizacijsko pripadnost smo prej povedali, da bomo na koncu povedali žensk, ki so zaposlene v značilno moških poklicih. Zaposlene ženske, ki zaznajo figuro moškega kot bolj primerno za upravljanje nekega poklica, se s poklicem manj identificirajo in večkrat izpostavljajo željo po zapustitvi svoje kariere ali karierne poti. Avtorji navajajo poročanje žensk, ki so zaključile doktorski študij na oddelkih, kjer dominirajo moški. Ženske poročajo o slabši oziroma nižji organizacijski pripadnosti glede na moške zaposlene na istem oddelku. To je več ali manj večni problem. Da zaključimo današnji dan. Kaj je torej psihološka pogodba? V dveh stavkih. Organizacije po svetu težijo k rasti dolgoročnemu sodelovanju. Vodilni v podjetjih se začenjajo vse bolj zavedati, da brez zaposlenih delavcev tudi sami ne bi obstajali. Ni državljanov brez države, ni trgovca brez kupca in ni firme brez zaposlenih. Organizacije brez delovne sile ni. Imejmo to pred očmi. Toge, enake in ponavljajoče pogodbe o zaposlitvi več ne zadostujejo. Vse se spreminja, tudi pogodbe se spreminjajo. Odgovorni si morajo vzeti mnogo več časa in ne le par minut za podpis pogodbe. Pogodba o zaposlitvi, takšno kot smo jo vajeni, iz preteklosti vsebuje dejstva delovnega mesta, kot so vsem nam znano opis delovnih nalog, delovni čas, višina plače in podobno. Psihološka pogodba temelji na individualnem pristopu in zaupanju. Individualni pristop, individualno zaupanje. Kadar se zaupanje izgubi zaradi napake delodajalca ali delojemalca ali pride do zmanjšanja zaupanja do zaposlenega, v psiholoških pogodbah ni napisano obojestransko ambicij, niti ni zapisana želja, niti pričakovanja, niti kratkoročni in dolgoročni cilji. V organizacijah z visoko stopnjo zaupanja med zaposlenimi je lahko psihološka pogodba sklenjena ustno. Ustno. Tem je težko dokazovati, to si rekel, pa saj nisi rekel. Predvčerajšnjem me je klical in moj prijatelj, Mihajl, imaš 10 minut časa. Imam, pride, reče, 30 let se poznam, z enim gospodom poslovno sodelujemo, prodaja stroje, ve, da se ukvarjam s spletnimi stranmi, je rekel, in me je prosil, da naredim spletne strani. In se dogovoriva 30, se pravi osnovna stran plus 30 podstrani, sva se dogovorila za 1200 evrov. 600 evrov dal naprej in 600 evrov po zaključenem projektu. Okay? Potem je prišel pa do konflikta, ko je bilo treba plačati zaključni del drugih 600 evrov
mu je ta naročnik rekel, da se je dogovoril z njim za 200 podstrani. In mu očital, kaj vse je narobe naredil, ga začel malo živati, ni mu plačal. In ta fant, da je preživel, ta drugi del si je pri očetovi penziji 600 evrov sposodil in zdaj ne more ne očetov vrniti in sam nima. Kaj narediti? Vidite, problem pri nepisni pogodbi je ta psihološki moment, ki je lahko uničujoč. Lahko je osrečujoč, če se vsi držimo dogovora, lahko je pa uničujoč. In jaz bom povedal kar direkt. Država nas psihološko uničuje z rubeži, z globami, z vsem tem, na kar pristajamo, ko bomo enkrat na to nehali pristajati. Fantje in dekleta, zgodba bo povsem drugačna. Dal sem mu nasvet, ki ga tukaj zdaj o tem ne bom razpravljal, ampak šel je vsaj srečen, zadovoljen in zadevo upam, da bo uspešno speljal. To se pravi, v organizacijah z visoko stopnjo zaupanja med zaposlenimi je lahko psihološka pogodba, smo rekli, sklenjena ustno. Povedal sem problem ustne pogodbe. Vse bolj prihaja do izraza nepomembnost le-te, saj z njo natanko definiramo pričakovanja obeh strani. To se pravi, psihološka pogodba naj se oblikuje s posameznikom ob nastopu razmerja. Vendar ne enostransko, obojestransko. Pazite, ne enostransko, ne biti samo poslušen, pa kimavec, pa sprejemati. Dajte svoje pogoje. Ko je Trump rekel, ko so ga vprašali, zakaj je tako bogat, je rekel samo ena stvar. Uspešno se pogajam. Ljudje božji, uspešno se pogajam, zato sem bogat, zato imam denar. Nisem se pustil nikoli na let peljati. Okay? V primeru nadvlade ene stranke, dragi moji prijatelji, člani društva Belice in vsi, ki trenutno poslušate, zdaj ali boste pa kasneje poslušali, je bolje organizacijo zapustiti prej, prekiniti psihološki dogovor, kot takrat, ko je psihološko, finančno in fizično že prepozno.